Kaj je za vas najbolj pomembno, ko se vozite z avtom? Verjetno isto kot zame, da čim hitreje in seveda varno prispete na cilj. Ogromno časa pa v svojih avtih zabijemo v raznih zastojih in seveda na križiščih. Pri volanu imamo zelo radi krožišča. Že pri Mythbustersih so enkrat naredili poskus in dokazali, da je pretočnost za kar 50% boljša. Pa tudi bolj varna so, ker so hitrosti manjše, če se kaj zgodi, in tu ni tistih bedarij, ko nekdo nekomu na polno prileti v bok, ker je zapeljal rdeča luč. Pomembno je samo, da vedno lepo nakažete smer, ko greste ven, da tudi ostali vedo, kaj se dogaja in da se ne čaka. S T-crossom sva na poti na Dolenjsko in že v Sevnici sva našla zelo zanimivo krožišče z največjim kopitom na svetu. Sem bral, da je tole baje številka 380, se pravi čist malo več od moje 46. Za izdelavo so uporabili topolov les, dolg je 2,5 metra. Za ročno izdelavo pa je Borut, modelar v kopitarni, porabil 1,8 kubika lesa, 17 kg lepila in 700 vijakov. Bravo! Sem lahko bil še malo večji, ne? Baje je bilo prvo krožišče v New Yorku že pred več kot 100 leti in takrat so se na polno zaletavali, ker so vozili kar v obe smeri. Potem pa so se domislili, da bi lahko promet tekel v eno smer in je bilo bistveno boljše. No, danes imajo avti, kot je T-cross, že samodejno zaviranje v sili, ampak tega res ne bi rad preverjal v prometu. Tale ima motor 1.0 TSI in ročni menjalnik 5 prestav, opremo pa Life. Zelo simpatičen avto, ki bo všeč tistim, ki si želite nekaj v velikosti pola, bi pa sedeli vseeno višje, ker vas občasno že nekaj uščipne v levem kolenu. Pa ker bi radi bolje videli iz avta. Tukaj se zelo dobro, ker so površine precej ravne. Cena? Vstopni model 16 tisočakov, tale z nekaj opreme pa 21. Evo, tak sem se zagovoril, da sem vmes pripeljal že do krožišča s tableto. V Novem mestu ga imajo, ker imajo bogato farmacevtsko tradicijo. Narejena je iz kamna, imenuje pa se Korkoras, kar je grško ime za reko Krko. No, druga, ki me malo bolj spominja na rodno Štajersko, pa je tale pletenka iz črnega železa vpletena s pločevino. Ja, najprej je na direkciji niso hoteli pustiti, potem pa so jim pokazali primere vinskih krav iz drugih držav in evo, jo imamo. No, za nas navdušence nad bencinom pa bo tale. Tako, ko se pripeljete z avtoceste v Krško, vas bo speedwayist spomnil, da je to mesto, ki že dolgo živi s speedwayem. No, v bistvu so trije, ki se jih da enostavno odstraniti, če bodo v nuklearki kdaj rabili nove uparjalnike, pol pa se jih enostavno postavi nazaj. Ravno včeraj je bila velika nagrada Slovenije in zakaj na enega redkih motošportnih dogodkov pri nas ne bi imeli tako lepega spomina? Mogoče tudi na čase, ko avti še ropotajo, ker kmalu ne bojo več.